Prvi Nissanov Murano je požel pri večini zelo dober odziv. Zasluga gre predvsem obliki, ki je bila res privlačna in nekaj posebnega. Po drugi strani pa je šlo tudi za prvi urbani športni terenec, kot pravijo pri Nissanu, oziroma za SUV, pri katerem so bolj pomembne vozne lastnosti na cesti kot na terenu. Z novim podvozjem in štirikolesnim pogonom je celo bolj dinamičen med cestno vožnjo, tako da ga verjetno nikoli ne boste videli na neurejenih podlagah. Markantna sprednji in zadnji del skrbita, da vas vsak opazi. Na cesti tudi zaradi velikosti, ko je parkiran, pa nihče ne more mimo takšne maske, ki je res nekaj posebnega. Celo med Nissani izstopa. Po zaslugi zajetnega D-stebrička zadaj je bok dinamičen, pregled iz Murana pa nazaj zelo otežen. Predhodniku je še najbolj podoben zadek, ki lahko poznavalce spomni tudi na Qashqaia. Povsem nova pa je notranjost. Enako prostorna kot prej, ampak z bistveno bolj prestižnim počutjem. Manj je cenene plastike in lepša je oblika. Kup elektronike skrbi, da potnikom in vozniku med vožnjo ni dolgčas. Nekatera, kot na primer kameri na zadku in desnem boku, pomaga parkirati tam, kjer je tesno, vendar bi tudi parkirni senzori svoje delo opravili dobro, če bi bili del opreme. Sploh, ker ta obsega usnjene sedeže, ki so ogrevani tudi zadaj, naslonjala in vrata prtljažnika pa se odpirajo in zapirajo kar z elektriko. Druga generacija Murana ohranja izročilo tudi pod motornim pokrovom. Še vedno za premikanje skrbita 6-valjni V-motor in brezstopenjski menjalnik. Res je malo hecna kombinacija. Motor sam je zelo prijeten, ker je dovolj močan in ima lep rezek zvok. Manj pa bo zahtevne verjetno navdušil menjalnik. Pravijo, da naj bi bila zasnova menjalnika z neskončnim številom stopenj idealna, ker lahko motor vedno deluje v idealnem območju. Vendar to ob pospeševanju pomeni veliko hrupa, ker so vrtljaji ves čas tik pod vrhom, po drugi strani pa tudi zvezno nabiranje hitrosti, ki se kar ne konča. Kot pri kakšnem avionu, le da se tu vse skupaj konča pri 210 km/h. Seveda poraba bencina ni in ne more biti majhna, čeprav je zdaj motor kljub večji moči za poldrugi liter manj požrešen. Če želite, pa je tu na voljo še vedno 6 programiranih prestav, ki jih uporabljate, ko prestavite ročico. Na koncu se mi zdi vse skupaj skoraj preveč ameriško za naš okus. Čeprav cena za toliko pločevine in opreme kljub 54.000 evrom sploh ni visoka. Pa še ena stvar je pomembna. Imidž, ki ga ima Murano, ni v stilu "glejte me, kako uspešen sem", ampak bolj v stilu "glejte me, kako drugačen sem od ostale avtomobilske pločevine".